Dober dan, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ko sem premišljala, kako naj predstavim to predstavitev, da ne bo čisti suhoparni prepis zakona oziroma nalog, ki jih opredeljuje zakon, ki jih bomo mogli vsi izvajalci izvajati, sem nekako predvidevala, da bom srečala mnogo znanih obrazov, ki smo se srečali tako na poti vzpostavitve sistema kakovosti v zdravstvu, zagotavljanja sistema in nekateri izmed vas, ki se ukvarjajo tudi z upravljanjem in ravnanjem s kakovostjo. Vsekakor pa še več mlajših, ki jih jaz ne poznam, oni ne poznajo teh vsebin in se šele sedaj srečujejo s temi izzivi, ki jih prinaša nov zakon. Zato sem se na nek način odločila, da mi je prav, da čisto na kratko pokažem mejnike razvoja kakovosti in varnosti slovenskega zdravstva, da boste videli, da po znanih podatkih pravzaprav je bila že leta 1996 je bil pripravljen prvi predlog nacionalne politike za razvoj kakovosti, medtem ko je bila 2001 objavljena prva publikacija na to temo in sicer avtor je bil pokojni profesor dr. Janko Kersnik, znan zdravnik primarnega nivoja OZG Gorenjske. V nadaljevanju so bili izpeljani številni ukrepi in aktivnosti, ki so označeni rumeno in ne vidim smisla, da vam jih vse berem, ker bo vam to ostalo, vendar samo sliko, da pravzaprav te aktivnosti ne potekajo 20 let, da potekajo že 29 let, bo letos, vsaj po znanih podatkih, in nekateri zelo intenzivno se ukvarjajo s tem področjem. Glavni premik pravzaprav in rezultat teh aktivnosti je bil narejen v lanskem letu, kot je povedala že ministrica, ko se je ona odločila, da je tudi kakovost ena izmed prioritet njenega dela in jo je vlada tudi pri tem zelo podprla. Tako je bil konec decembra sprejet zakon, ki nam danes sedaj nalaga mnoge naloge. Pri tem lahko povem pravzaprav, da rezultat tega, da je prišlo do zakona o kakovosti, je na nek način tudi to, da je ugotovljeno, da pač v naši državi, dokazano skozi 29 let, navodila, smernice, priporočila ne veljajo. In kot so me podučili pravniki, ker sama nisem, so rekli upravo, da pač kar ni napisano, ni obvezno. Tako da nekatere stvari je pač potrebno tudi ustrezno zapisati. Zakon napeljuje, da moramo čisto vsi, ki smo vpeti v sistem zdravstvenega varstva, vsi izvajalci, vsi deležnosti upoštevati 7 temeljnih načel kakovosti, kot so varnost, uspešnost, učinkovitost, pravočasnost, enakopravnost, osredotočenost na pacienta in WHO je v lanskem letu dodal še 7. načelo, to je integriranost. V zakonu so tudi podrobno definicije slednjih načel opisane. In pa, da bi ti ukrepi dosegli pravzaprav čisto vse, ki se jih dotikajo, tako zakon napeljuje naloge za vse deležnike, kot je povedala tudi že ministrica in pred mano gospa Agreš. Jaz se bom danes obrnila predvsem na naloge izvajalcev zdravstvene dejavnosti in sicer so tukaj predvideni ukrepi, s katerimi naj bi slednji zagotovili varno izvajanje zdravstvenih storitev, odvračanja preprečljive škode, zagotavljanje varnega delovnega okolja tudi za zaposlene, zagotavljanje stalnega usposabljanja, potem stalnim nadzorom kakovosti, poročanje o doseganju meril in pa organizacijo medsebojnega sodelovanja s prenosom dobrih praks. Zelo pomembno pa je tudi skozi zakon poudarek sodelovanja s pacienti in z nevladnimi organizacijami za izboljšanje varnosti pacientov. Tukaj so podrobno napisane naloge
izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, vendar sem vam želela prikazati, da pravzaprav naloge, ki so zapisane v zakonu, niso nobene nove naloge. Večina slednjih je bila že opredeljene tako v uredbi leta 2023, tako kot v uredbi 2024, nekatere naloge pa tudi že sledijo iz splošnega dogovora od leta 2006 dalje. Vendar so bili to res na ravni priporočil navodil, kljub temu, da bi mogla biti tako uredba kot pa splošni dogovor zavezujoč za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Novo pri teh nalogah je predvsem, da morajo izvajalci določiti program in letni načrt. Potem je novo, da morajo agenciji posredovati podatke za analizo kazalnikov kakovosti na način, ki ga določi agencija, in pa novo je, da morajo voditi evidenco prepričljivih škodljivih dogodkov in opozorilnih nevarnih dogodkov ter uvajati ukrepe za izboljšave. Tudi to ni popolnoma novo, ker veste, da tudi navodilo za sporočanje opozorilnih nevarnih dogodkov velja vsaj, mislim, da več kot 10 let. Vendar ni v celoti zaživelo, o tem bo vsekakor bosta moja dva naslednika podrobneje govorila. Novo je pravzaprav pa tudi to, da v primeru, če izvajalci ne izvajajo teh aktivnosti, če naprimer ne vzpostavijo sistema obvladovanja varnostnih incidentov ali ne vodijo evidence prepričljivih škodljivih dogodkov, v tem primeru jim lahko ministrstvo odvzame dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, pri čemer jih mora predhodno izvajalca obvestiti in mu dati čas za odpravo pomanjkljivosti. Novo oziroma ne novo. Zelo pomembno mi je pa tudi to, da je zakon velja za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, to je tako za zasebnike kot koncesionarje in kot samo javne izvajalce, pri čemer bolj preprosto povedano, da pravzaprav velja za vse tiste, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. V nadaljevanju so še naslednje naloge, pri katerih je možnost odvzema dovoljenja, to je obveznost izvajalcev, da izvajajo razkritje prepričljivega škodljivega dogodka ali opozorilnega nevarnega dogodka pacientom in seveda se morajo pri tem opravičiti, kar pa ne pomeni priznanja krivde ali odgovornosti. V primeru, če izvajalci tega ne boste naredili, je tudi lahko grozi odvzem dovoljenja za zdravstveno dejavnost, pri čemer pa je tukaj pomembno tudi to, zakaj je zapisano v zakonu. Iz preteklosti se je pokazalo, da mnogokrat, ko je prišlo bodisi zaradi različnih zadev do sodišča ali do obravnave na različnih pritožbenih poteh, stopnjah pritožbenih poti, je bilo na koncu vedno ugotovljeno, da pravzaprav pacienti so najbolj pogrešali bodisi opravičilo, bodisi komunikacijo, ustrezno komunikacijo, prijazno komunikacijo, sočutno komunikacijo in so večkrat povedali, če bi do tega prišlo, da v nadaljevanju dejansko ne bi prišlo do spora. Zato je bila tudi ta določba zapisana v zakon. Novo v zakonu je tudi, da morajo izvajalci zagotavljati psihološko podporo vpletenim v prepričljivi škodljivi dogodek ali opozorilni nevarni dogodek. Potem potrebno je, da javno objavijo anonimizirane preventivne in korektivne ukrepe, ki jih bo izvedli na podlagi analize, da zagotavljajo razvoj in merjenje kulture varnosti ni novo, to je bilo že 2 leti sedaj v uredbi in tudi pred leti je potekal pilotni projekt, katerega so bile vključene slovenske bolnišnice za merjenje kulture varnosti, ki pa se žal ni nadaljeval, tako da sedaj to postaja obveznost, ker če ne vemo, kakšno je stanje kulture varnosti v naši državi, pač ničesa ne moremo izboljšati, spremeniti, ker če ne merimo, tega ne moremo pač narediti.
Prav v zakonu je tudi eksplicitno zapisano, da morajo izvajalci zagotavljati tudi redno usposabljanje vseh zaposlenih s področja kakovosti. To je verjetno zelo pomembno in zakaj je temu tako, ker seveda, če nekdo ne razume, kaj pomeni, kaj so to osnove kakovosti, kaj je sistem kakovosti, potem in se s tem ni na poti svojega učenja in izobraževanja seznanil, nekako na nek način tudi tega ne more pri svojem delu upravljati. Zato je dolžan odgovorna oseba, izvajalca, da omogoči vsem ustrezno usposabljanje na področju kakovosti. Prav tako je potrebno, da se obvešča strokovno in splošno javnost ter organizacije pacientov o analizah rezultatov kazalnikov kakovosti z objavami na svoji spletni strani, to je tudi novo, in pa da se izvajajo druge naloge na področju kakovosti, ki jih bo zapisala agencija. Izvajalci morajo tudi najpozneje do 31. marca agenciji poročanju o doseganju meril in standardov kakovostne zdravstvene obravnave. Prav tako pa je tudi sedaj v zakonu zapisano, da je za uresničevanje nalog izvajalca odgovoren direktor oziroma odgovorna oseba izvajalca zdravstvene dejavnosti. Zakon opredeljuje tudi naloge delavcev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v zdravstveni dejavnosti ter drugi zaposleni, se pravi vsi zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, morajo nenehno izboljševati kakovost zdravstvene obravnave ter kakovost svojega dela z osredotočenjem na paciente in njegove ožje družinske člane. Prav tako mora njihovo delo temeljiti na nacionalno potrjenih mednarodnih kliničnih smernicah in določenih kliničnih potek ter drugih postopkih za izvajanje na dokazih podprte zdravstvene obravnave. Zakaj to piše v zakonu? Na področju kliničnih smernic smo v naši državi na nek način zelo šibki, saj nimamo neke inštitucije ali pa nekega organa ali pa sistema, kjer bi bile sistematično zbrane klinične smernice, tiste klinične smernice, ki so veljavne za našo državo, ali imamo mnogo zdravniki lahko dostopate do mnogih nacionalnih smernic, vendar nimamo sistematično urejeno, katere so tiste smernice, tudi mednarodne smernice, ki so nacionalno potrjene. Tako da se nam je to zdelo pomembno področje, da je tudi ena izmed nalog, da to agencija potem spremlja. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci tako zagotavljajo medsebojni prenos znanja in izkušenj v stroki. Jaz verjamem, da čisto vsi pri svojem delu to uporabljate, s tem živite, vendar kljub vsemu vsak dela to na nek svoj način, ki je za njega najbolj kakovosten, najbolj primeren in najbolj ustrezen v tistem trenutku. Tako da namen zakona je, da se tudi na tem področju nekako standardizira in poenoti delo na področju kakovosti in varnosti. Tukaj vam želim samo na hitro pokazati, da pravzaprav res čisto vse, kar je v tem zakonu zapisano, tudi to, kar sem zdaj povedala, je bilo tako v uredbi 2024 že zapisano in v nadaljevanju tudi. To sem vam namenoma, mislim, da boste te predstavitve lahko dobili, napisala, da vidite, da pravzaprav se je že 2 leti, nekako je bila to vaša obveza, so se te stvari pisale, zahtevale, tudi verjetno z namenom, da bo potem prehod bistveno lažji, ko bo prišlo do zakona.
V zakonu je tudi opredeljena komisija za kakovost. Tudi to je delno novo, saj ta komisija pravzaprav vse bolnišnice, ki ste akreditirane, mislim pa, da v Sloveniji samo ena bolnišnica ni akreditirana, kljub temu, da akreditacija ni obvezna, da še vedno vzdržujejo ta sistem zdaj že skoraj desetletje naprej, morajo imeti vzpostavljanje komisije za kakovost, tako da to za tiste izvajalce na sekundarnem in pa tudi na tercijalnem nivoju pravzaprav ne vidim dodatnega ali pa novega problema. Res pa je, da se lahko pojavi težava pri izvajalcih, ki imajo manj zaposlenih, tako da je v zakonu tudi za njih sprejemljiva rešitev, da tisti, ki imajo 10 ali več zaposlenih oziroma vključenih v delovno mesto, mora šteti komisija na najmanj 3 člane, ostali pa lahko izvajalec, odgovorni izvajalec to funkcijo opravlja sam. Ali pa lahko tudi celo imenuje zunanjega strokovnjaka po vzoru, če vlečemo zakon o zdravju in varnosti pri delu, kjer je tudi varnostni inženir na nek način, ki ga lahko tudi najamejo izvajalci za opravljanje teh nalog. Kakšne so naloge komisije za kakovost? Jaz vem, da jih večina že poznate, vendar so kljub temu sedaj v zakonu vsaj tiste osnovne zelo jasno napisane. Res pa je, da si vsak izvajalec lahko tudi izvaja še kaj več od tega. Pri čemer je mogoče smiselno in vem, da tudi že obstaja, da izvajalci, veliki izvajalci, naprimer kot klinična centra, imate lahko tudi več komisij za kakovost, se pravi odvisno od velikosti klinik oziroma je to pripuščeno izvajalcem samim. Zakon predpisuje pač minimum. Potem posebej zakon opredeljuje tudi sistem varnosti pri pacientov, pri izvajalcih. O tem bo podrobneje govoril profesor Ubida, zato se tukaj ne bi ustavljala. Edino tako, da veste, da morate, da je obvezno oblikovan sistem varnosti pacientov in da morate pripraviti in izvajati ukrepe za varnost pacientov, potem, da je potrebno načrtovanje kadrovskih in finančnih virov ter organizacija delovnih procesov na podlagi nacionalnega akcijskega načrta, ki ga pripravi agencija. Prav se mi zdi, zakon opredeljuje tudi mnogo mednarodno uveljavljenih definicij na področju kakovosti in varnosti in prav se mi zdi, da tukaj izpostavim samo 3 z področja varnostnih incidentov, tudi zaradi različnih interpretacij, o čem zakon govori, kaj pravzaprav predstavlja. Verjamem, da bo to prepuščam profesoru Ubidi, vendar varnostni incident je splošen, krovni, najširši izraz, ožji izraz je prepričljiv škodljivi dogodek, ki je varnostni incident, ki je nastal zaradi odsotnosti ali pomanjkljive odvedbe sistemskih varnostnih ukrepov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali ukrepov na ravni države. Pri čemer se imenuje prepričljivi škodljivi dogodek zato, ker ga bi bilo moč z ustreznimi ukrepi preprečiti. Zakon pa posebej naslavlja opozorilne nevarne dogodke, to je resen nepričakovani varnostni incident in je pravzaprav to najhujši varnostni incident, ki se lahko zgodi. V tem trenutku imamo v Sloveniji že vrsto let opredeljenih 7 najhujših opozorilnih nevarnih dogodkov, za katere je dogovorjeno, izdano, napisano navodilo, kaj se v primeru, ko pride do njih, zgodi oziroma kako se s tem ravna, vendar tudi to ni zaživelo. Lahko pa na tem mestu povem, da države, sosednje države ali primerljive države imajo, je to živ seznam, ki se posodablja, seznam, ki se na podlagi nekaterih dogodkov, ki so se zgodili pri nas ali v tujini, tudi posodablja, tako da sem prepričana,
da bo tudi v bodoče agencija ta seznam posodobila in da to ne bo šlo samo za teh 7 opozorilnih nevarnih dogodkov, ki so sedaj deklarirani kot obvezni za poročanje. Ne bom naštevala, ker bosta to povedala res profesor Robida in pa gospod Gerbec. Važno oziroma delno novo je tudi vzpostavitev imenovanja pooblaščenca za varnost pacientov. Zakon nalaga obveznost imenovanja slednjega, prav tako, ki je lahko tako notranji ali zunanji neodvisni strokovnjak pri tistimi z manjšim številom zaposlenih in pa obveznost objave. Izvajalec zdravstvene dejavnosti tako podatke o tej osebi mora javno objaviti na svoji spletni strani. Zakon tudi jasno napotuje, da se z osebnimi podatki ravna v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov in v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice. Novo je tudi obravnava varnostnega incidenta, pa spet lahko povem delno novo, ker je tukaj samo bolj zelo jasno specificirano. Dolžnost poročanja. Tukaj je zelo pomembno, da zdravstveni delavec, zdravstveni sodelavec ali druga oseba, ki izve za varnostni incident ali je vanj vpletena, nemudoma poroča o nastanku varnostnega incidenta pooblaščencu za varnost pacientov. Še bolj pomembna določba pa je to, za katero so se izjemoma zavzemali v Zvezi organizacij pacientov, prepoved, da je noter umeščena prepoved sankcij. Tako da res ni bojazni, jaz ne vem, kako to, da se v javnosti o tem ni več pisalo, da ni bojazni, da bi bil kdorkoli zaradi tega sankcioniran. Saj v zakonu tudi jasno piše, da sporočevalec zaradi razkritja podatkov ne sme biti predmet disciplinskega ali drugih delovnih pravnih postopkov oziroma povračilnih ukrepov pri svojem delodajalcu ali agenciji. Prav tako pa zakon tudi nalaga, da se lahko obravnava, da se mora obravnavati tudi anonimne prijave. Tukaj vem, da obstaja bojazen zaradi slednjega, vendar jaz mislim, da so pooblaščenci za varnost tisti, ki bodo ob anonimni prijavi zelo hitro ugotovili, ali gre to za resno zadevo ali kaj takega in da čisto vsake anonimne prijave ne bojo obravnavali na tak način, kot ga zahteva ta zakon. Prav tako je zapisano, da v primeru nastanka preprečljivega škodljivega dogodka ali opozorilnega nevarnega dogodka izvajalec zdravstvene dejavnosti nemudoma izvede vse ukrepe za zmanjšanje ali omejitve škodbe za zdravje pacienta, pravzaprav to res samo in z namenom omejitve nadaljnje škode. Prav tako mora izvajalec zdravstvene dejavnosti po časovnici, ki je zapisana, tudi vedno ukrepati takoj, ko izve za opozorilni nevarni dogodek. Zakon tudi zapiše, da postopke vzpisane zgoraj lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti po lastni presoji uvede tudi v primeru nastanka preprečljivega škodljivega dogodka. To je zapisano namenoma, zavedajoč se, da tistih 7 opozorilnih nevarnih dogodkov, ki so sedaj zapisani kot obvezni za poročanje, verjetno ni dovolj, ker lahko tudi kakšna zadeva, ki ni v naboru teh 7 dogodkov, povzroči enako ali pa še večjo škodo. Tako da tukaj imate odprte roke in je prepuščeno oziroma na nek način tudi zapovedano, če sami ugotovite, da je res tako hud, da so tako hude posledice, trajne posledice, nepopravljive posledice, je potrebno obravnavati tudi preprečljive škodljive dogodke. Osebni pacienti in osebni podatki vpletenih zdravstvenih pa so vedno anonimizirani in morajo biti anonimizirani.
Podatke pri uveljavljeni zvezi z opozorilnim dogodkom ali prepričljivim se varuje v skladu z zakonom o pacientovih pravicah in zakonom, ki se ukvarja z varstvom osebnih podatkov. Izrecno je napisana, kot sem že rekla, prepoved razkritja podatkov tretjim osebam, tako da tukaj mislim, da je dovolj varoval, da je odveč strah, da bi bili potem v javnosti posamezniki bodisi objavljeni ali pa sankcionirani strani kogarkoli. Moram reči, da pisci zakona ali pa ustvarjalci ali pa vsi, ki so sodelovali v tej delovni skupini, smo se izjemno trudili, da bi prišlo do zaščite tako prijaviteljev, tako sporočevalcev, tako udeležencev, zgolj in res z namenom, da bi se dvignila kultura sporočanja, da bi prišlo do premika na tem področju, da bi lahko tako izboljševali svojo zdravstveno obravnavo in da ne bi bili pod pritiskom bremena javnosti in pa blatenja ali šikaniranja kogarkoli. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s incidenti in so predmet analize, se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakone, ki ureja dostop do informacije javnega značaja. Tukaj je še nekaj novosti, tako izvajalec zdravstvene dejavnosti nemudoma oziroma v 24 urah mora razkriti varnostni incident pacientom ali svojcem ali od njega pooblaščeni osebi v primeru smrti pacienta ali pa tudi njegovim ožjim družinskim članom. Pacientu ali njegovemu pooblaščencu na primeren način morate pojasniti razloge za nastanek varnostnega incidenta. Prav tako se pripravi zapisnik o razkritju varnostnega pacienta in se mora pacienta seznaniti o njegovih pravicah. To pa so novosti, ki so sedaj zapisane v zakonu. Za izvajalce je zapisana prostovoljna akreditacija in certifikacija. Tudi tu ne bom izgubljala besed, ker to res ni novost. Na primarnem nivoju ste večinoma zdravstvenih domov tako certificirani, bolnišnice akreditirane, tako da to je v tem trenutku verjetno pri vas samo pomoč za izvedbo ostalih nalog, ki sledijo iz zakona. Je pa novost, da akreditacijski in certifikacijski standardi so v slovenskem jeziku dostopni na spletni strani javne agencije. Zakaj smo se zavzeli za to, da morajo biti standardi objavljeni na spletnih straneh agencije in v slovenskem jeziku? Zato, ker akreditacija in certifikacija je namenjena pacientom, in pacienti oziroma državljani pač moramo vedeti in razumeti, kaj pomeni, če je neka zdravstvena ustanova bodisi certificirana ali akreditirana. Novo je tudi nadzor kakovosti, pravzaprav nov je v tem smislu, da se prenaša upravni in sistemski nadzor na javno agencijo, da se z namenom za to, da se bo zagotavljal celovit nadzor, ne samo nadzor zgolj nad eno skupino in posebno pozornost pri teh nadzorih bo potrebno posvečati področju kakovosti in varnosti. Nadzor zajema tako redni kot izredni, izvajalca zdravstvenega dejavnosti, posamezne notranje organizacijske enote ali pa samo posamezne zdravstvene obravnave. Potem nov je tudi poseben izredni nadzor. Novo je, da ta izredni nadzor, ki je sedaj opredeljen v zakonu o kakovosti, lahko agencija uvede bodisi sama, bodisi na zahtevo Ministrstva za zdravje, bodisi na zahtevo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pacienta ali njegovega ožjega družinskega člana, zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca, pristojne zbornice ali strokovnega združenja, zastopnikov pacientovih pravic,
ter drugih državnih organov, na primer Varuha, Komisije za preprečevanje korupcije, informacijskega pooblaščenca. Torej, tukaj zakon odpira možnost, da lahko, kar je bil sedaj očitek, da lahko vsak, ki se počuti bodisi vpletenega, bodisi ogroženega, bodisi kakorkoli prizadetega, na podlagi dokazov sproži ali zahteva izredni strokovni nadzor. Potrebna pa je vsekakor in predvidena je tudi uvedba sodobnega načina preiskave varnostnih incidentov z edinim ciljem za preprečevanje napak v bodoče, se pravi na podlagi nekaznovalne politike, kar pa bojo sledili v prihodnosti še naslednji koraki v smislu priprave zakona o nekrivdni odškodnini. Zakon predvideva tudi globe. Globe so tako predvidene za pravne osebe kot za fizične osebe. Napisano imate v katerih primerih, z rdečo barvo za pravne osebe in pravzaprav tudi za fizične samo in pa tudi v nadaljevanju boste videli za posameznika, SP-ja ali DO-ja, tako vendar so zneski različni. Globo od 1000 do 5000 evrov pač se pripiše tistemu, ki ne vzpostavi sistema, ne vodi ustreznih evidenc, ne razkrije prepričljivega škodljivega dogodka, ne zagotavlja rednega usposabljanja, ne obvešča strokovne in splošne javnosti, ne poroča agencije in pa potem z nižjo globo se kaznuje za prekršek tudi zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec ali drugi zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki razkrije podatke o varnostnem incidentu nepooblaščenim osebam. To je tudi edina sankcija za posameznika, se pravi, če razkrije podatke o incidentu nepooblaščenim osebam, tretjim osebam, bo pač sankcioniran s globo od 500 do 1000 evrov. Vendar tukaj lahko pojasnim, če potegnete primerjavo z ostalimi državami ali ostalimi zakoni sosednjih držav z področja varnosti pacientov, je to zelo mil prekršek. Pravzaprav tudi zakon ne predvideva tudi nobenih sankcij za zdravstveno napako ali varnostni incident, medtem ko številne druge države to pač imajo. Tako da tukaj smo res delali tisto, kar je minimum od minimuma za zaščito izvajalcev in pa za zaščito pacientov. Kako gremo naprej? Vsekakor je tukaj nujnost prilagoditev splošnih aktov izvajalcev zdravstvene dejavnosti. In kako boste to dosegali? Sigurno so ključni elementi za zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Skupne zahteve, ki jih je po področjih udejstvovanja potrebno izpolnjevati. To je spreminjanje kulture, pri tem je mišljena organizacijska, profesionalna, klinična, splošna kultura, kultura varnosti, potem kultura sodelovanja in pa velik poudarek je tudi v sodelovanju v timih zdravstvene obravnave. Zelo pomembna je zavezanost vodstev. Vodstev kakovosti, ker brez vodstva pač to pa ne gre. Če je vodstvo tisto, ki samo dovoli, da se gre nekdo kakovost v njegovi zdravstveni ustanovi, je premalo. Vodstvo se mora zavedati pomembnosti tega področja, saj kljub temu sledi tudi boljši končni rezultat posamezne bolnišnice. Potrebno je izvajanje politike vodenja kakovosti, to pomeni na način izgrajevanja kulture, poročanja, doslednega spremljanja vseh vrst incidentov, napak, skorajšnjih napak, varnostnih zapletov in pa doslednost pri izvajanju korektivnih ukrepov z gradnjo odličnosti od spodaj navzgor. Pomembno je izvajanje potrebnih zdravstvenih storitev, se pravi sledenje z dokazi podprti medicini, izobraževanja, pripravljanje, posodabljanje, dopolnjevanje politik, smernic, navodil, pripravljenost na spremembo,
generiranje sprememb, priprave, pobud, predlogi, vse to, ko enkrat vi en proces napišete, če ga vi redno ne posodabljate, prav tako vse ostale stvari spremljate, pač ni narejeno nič, ne. In potem vsekakor je potrebno delo s podatki, kot je bilo danes že omenjeno. Moramo imeti spremenjen odnos do podatkov, merjenja, analiziranja, ukrepanja in pa tudi podatke, pomembni so podatki o uspešnosti ključnih izvajalcev. Zakon tudi zahteva merjenje na nivoju zdravstvene organizacije, ne pa na nivoju posameznika. Vsi potrebujemo, da to naredimo, osebno zavestnost in voljo za spremembe, prepričanje v to, da je naša zdravstvena praksa, zdravstvena ustanova lahko spremenita, načine, da se znebimo starih navad in trdno zavzetost, da naučimo vseh vidikov kakovosti in pa seveda, da vse to naredimo. Kar je v nadaljevanju tukaj tudi prisoten profesor Andrej Robida, se mi je zdelo smiselno, da namesto zaključka objavim njegovo sliko iz njegove prezentacije iz leta 2008 in to tudi, kaj je napisal. Jaz upam in verjamem, da smo vsaj na 2/3 poti, kljub temu, da ta nedonošenček še ni diplomiral, vendar da je vseeno, da je kljub vsemu se v tem času, ko se ukvarjamo z vsemi temi aktivnostmi, nekako kakovost in varnost v zdravstvu vsaj ponotranjena, vsaj pri tretjini izvajalcev zdravstvene dejavnosti ali pa posameznikov. In ker je časa malo, verjetno bi govorili lahko pa 2 dni, je tukaj še nekaj literature, kjer je to zelo na kratko, natančno opisano in vam bo lahko tudi pomoč pri implementaciji in izvedbi, izvajanju aktivnosti, ki jih zakon predvideva. Hvala za pozornost in uspešno delo želim. Gospe Simčič se zahvaljujem za izčrpna pojasnila. Glede na to, da smo v prvem sklopu izredno hiteli, eden za drugim, v bistvu vas se samo sprašujem, če ima mogoče kdo v dvorani kakšno vprašanje na to temo. Ja, takoj. Ja. Viktorija Tomič, Klinika Golnik. Pozdravljam, zelo lepo je bilo pripravljeno in pa seveda mislim, da težko najdemo nekoga v dvorani, ki ne bi menil, da je zakon potreben in da je super, da smo ga dobili. Nekateri že delamo še iz časov profesor Šorlija, če ga še kdo sploh pozna. Smo začeli graditi ta sistem, tudi zato, ker pač sem rasla ob očetu pilotu in mi je sistem varnosti vcepljen v bistvu. In je vse lepo in prav in tudi to gre v smer, bomo rekli, podobno temu, kar imajo v letalstvu. Vendar, v letalu ima kapetan možnost, da nekoga odstrani po svoji presoji, že če je verbalno agresiven. Ga bojo prišli iskat in ga bojo sneli z aviona in se lahko pritoži na sončno upravo. Ali delamo v smeri, da bi poleg tega, ker tako super gradimo to in je pacient na vsakem slajdu bil vsaj 10-krat napisan. Vsi vemo, vsi smo šli v ta poklic zato, ker želimo narediti dobro pacientu. Ampak ali smo ob tem, ko gradimo ta sistem in tudi je prav, da se opravičimo, ali bo sodna praksa sledila temu, kar je bilo napisano, da opravičilo ni priznanje krivde, ali bo opravičilo vzvod, da se nas takoj pribije na križ. In ali delamo v smeri, da bojo pacienti vedeli, kje je meja njihovega obnašanja. Ker sem zdajle zadnji 2 leti vodja Klinike Golnik. Hvala vsem. Zdaj do mene prihaja, da je bila udarjena medicinska sestra, da je bil zdravnik
verbalno napaden in da se mu je grozilo, ne s tem, dal vas bom v časopis, še s čem hujšim. In ne moreš narediti nič, kaj naj jim rečem, kako naj jih zaščitim, ker pacienti, ki so agresivni, verbalno, fizično in kakorkoli se še da, jih je vedno več. Tudi če ni pacient tak, bo pa njegov svojc. Silijo zdravnike na intenzivi, da intubirajo. Silijo, stojijo zraven, da naj intubirajo 90 let staro mamo, ker ji ne dovolijo dostojno umreti. In zraven grozijo, sem pravnica, brez skrbi, da bom poskrbela, da boste plačali za to. Ali delamo na tem, da bomo poleg res super poti v pravo kakovost in varnost v zdravstvu, naredili še en korak naprej, da bomo omogočili tisto, kar imajo piloti že sedaj. Po svoji presoji vsakogar, ki ogroža varnost, leta odstranijo. Če so slučajno v zraku, bo pilot zasilno pristal na nekem letališču zato, da agresivneže in tiste, ki se ne pokoravajo in niso v skladu z varnostjo leta, odstranijo. Samo toliko. Ja, doktor Tomičeva, hvala. Jaz sigurno se veste sami, nisem pravi odgovor na to. Se popolnoma strinjam z vami, poznam, pacienti imamo svoje pravice in jaz vem, da tudi mnoge dolžnosti. Ta zakon pač je zakon, ki je napisan za vse nas državljane. To pomeni za tiste, ki so bili pacienti, za tiste, ki so paciente in ki bodo paciente. Kot ste sami že omenili, omejuje, da bi karkoli drugače zapisali, nas omejuje zakon o kazenskem zakoniku. Vendar največ, kar se je tukaj dalo, ker je to pač zakon nad našim, in mi na nimamo vpliva, je tukaj noter v tem zakonu zapisano. Res pa je, tudi v luči tega, kar ste povedali, sem tudi delno na hitro povedala, ker smo zelo omenjeni s tem časom, da zavedajoč se tega, tudi ministrica že nekaj časa poudarja in pripravlja, bo povedal kdo drug, če to drži, da se bo pripravil zakon o nekrivdni odškodnini, ki bo v bistvu še bolj zaščitil tudi izvajalce, tudi naprimer v primerih. Vem, da se spreminja tudi zakon o pacientovih pravicah, kjer jaz ne sodelujem, vendar, ker je v nadaljevanju za mano predavatelj iz Zveze organizacij pacientov, ki je tudi pravnik, verjamem, da vam bo on to zelo bolj natančno povedal, tako kaj pacienti pričakujejo. Mislim pa, da saj v pogovorih, ki sem jih jaz imela z njimi, se tudi zelo, zelo zavedajo v tej Zvezi organizacij pacientov, da je vse to, kar ste povedali, res in da je treba ukrepati tudi na tem področju. Toliko z moje strani, žal več ne vem. Hvala lepa. Še naprej imamo vprašanja. Izvolite. Glede tega, moje predavanje, kako boste videli, je predavanje, ki bo govorilo o problemih. Problemih tega zakona, ampak o hujših problemih, ki so nad tem zakonom, to je obligacijski zakon in pa seveda kazenski zakonik. In tukaj smo izredno omejeni in če ne bo sprememb, lahko lepo ali grdo rečeno, pozabimo na sporočanje napak. Hvala. Še naprej. Sandra Jerebic, pooblaščenka za varnost in predstavnica vodstva za kakovost Splošne bolnišnice Jesenice, pa tudi predsednica Komisije za kakovost pri Združenju zdravstvenih zavodov. Dve vprašanji imam. Prvo se nanaša, zakon večkrat vzpostavi, da bomo morali poročati o vseh vrstah odklonov varnostnih incidentov, OND-jev in tako naprej agenciji. Zanima nas, če se pričakuje kakšen nacionalni program za sporočanje teh odklonov incidentov, tako kot je bilo že v preteklosti v pripravi. In drugo vprašanje, če nam lahko razložite
pomen oziroma namen tega, da moramo vse varnostne, korektivne in preventivne ukrepe, ki jih bomo izvedli na podlagi incidentov, objaviti na internetni strani bolnišnice, ker namen le tega namreč ne razumemo, ker vemo, da je trenutno zelo veliko negativnih konotacij o zdravstvu in kako delamo po medijih in po spletu in ne vidimo neke dodane vrednosti, da vse te aktivnosti, ki jih bomo na podlagi varnostnih incidentov upeljali, da to objavljamo na naših internetnih straneh in s tem v bistvu begamo pacijente. Hvala za pojasnila. Hvala. Tako kot sem že prav s tem namenom imela v prezentaciji izrazoslovje, da se bomo razumeli vsi, kaj govorimo in o čem govorimo. V zakonu so opredeljeni mednarodni priznani in uveljavljeni izrazi in tudi njihove definicije. Tako da mi pač delamo o tem in odklon to ni. Odklon na področju kakovosti in varnosti ni priznan, nepoznan izraz in vnaša zmedo. Odklon je lahko pozitiven ali negativen. To sem zato na glas povedala, ker se mi je pomembno zdi, da vsi poznate razliko in veste, o čem govorimo. Tudi v tujini ni mednarodnega izraza nikjer, ki bi na področju varnosti uporabljal besedo odklon ali bi jo lahko ustrezno prevedeli. To boste videli lahko tudi v prevedu 9 zakonov primerljivih iz drugih držav. Kar se tiče pa sistema, seveda, mislim, zakon tudi piše, da ima agencija nalogo, da vzpostavi informacijski sistem, kamor se bo to poročalo. Poročalo se pa ne bo vse sorte in veliko, tako kot si omenila, poročalo se bo tako, kot sem povedala. Poročalo se bo samo opozorilne nevarne dogodke in pa tiste dogodke prepričljive, škodljive, za katere bi vi lahko ocenili, če še ne bojo na bodočem seznamu, ki bi jih bilo potrebno ustrezno analizirati. Res pa je, da mnogi izvajalci imate že svoje vzpostavljene sisteme, poročate različno definirane in karakterizirane stvari in to pa je v domeni menedžmenta posameznega zdravstvenega izvajalca, da se odloči, kaj bo zbiral, kaj bo poročal, kako bo delal, se pravi na tistih podrednih zadevah. Kar se pa tiče, zakaj objava teh korektivnih in preventivnih ukrepih. To pa, če sem jaz prav razumela, me bo pa še dopolnil profesor Robida, ker je to tekla velika debata v delovni skupini, pa zgolj zato in z namenom, ker so tudi anonimizirani, da se bojo širile dobre prakse. Ker če mi poročamo za to in dogodke analiziramo, da do njih ne bi ponovno prihajalo, ali zato, da se bomo iz njih nekaj naučili, potem je smiselno, da se objavi tudi ukrepe preventivne in korektivne, če slučajno se še kdaj kje enako ponovi. Preventivne pa predvsem zato, da se tudi drugje ne bojo te stvari zgodile. Ne vem, če sem dovolj povedala, ampak res boste imeli v nadaljevanju profesor Robido, ki mislim, da bo o tem zelo natančno govoril. Hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, se vas je več vadilo? Pozdravljeni, prihajam iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, sem vodja kakovosti, sicer ginekologinja in porodničarka in na področju kakovosti aktivna nekako od leta 2010. Zagotovo se vsi strinjamo, ta zakon o kakovosti je nadvse dobrodošel. Sodelovali smo tudi pri številnih pripombah, ki so bile večinoma upoštevanje. Še vedno nas pa, oziroma tudi mene, zelo osebno skrbi člen 18 in sicer, da člen določa obveznost vodenja evidenc o opozorilnih nevarnih dogodkih in preprečljivih škodljivih dogodkih. Tukaj ni navedeno, da, kot je gospa Simčič zdajle povedala, in tudi skozi zakon ne, kateri preprečljive škodljive dogodke naj poročamo. Torej po svoji presoji, za katere menimo, da bi bili pomembni.
Tudi ta naš nabor skromnih 7 opozorilnih nevarnih dogodkov je res zelo skromen v primerjavi z drugimi državami naprednimi, ker je kultura varnosti na višjem nivoju. Ampak v členu 18 me zelo skrbi tole, da naj bi se vodile evidence o prepričljivih škodljivih dogodkih in opozorilnih nevarnih dogodkih na nivoju torej izvajalca zdravstvene storitve, da se naj vodi v sklopu tega tudi osebna imena vpletenih zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev ali drugih zaposlenih in da se te evidence naj trajno hranijo. Sprašujem, čemu je ta namen? Ali se lahko to zlorabi? Naj bi seveda bilo vse usmerjeno v nekaznovalno politiko. Ta člen se mi zdi zelo, zelo vprašljiv in škodljiv. Prosim za odgovor. Hvala za vprašanje. Zdaj je to čisto, ta 18. člen, v tega sem se tudi jaz dotaknil. In vam bom potem razložil, kako s tem gre in kako je to v bistvu, jaz sem to imenoval kukavičjo jajce, podtaknjeno v to, ker čeprav piše, da je treba to narediti tako, da ne bi bili te seznami zaupni, enkrat bo nekdo nekoga z imenom pokazal ali pacientu ali komu drugemu, potem je konec poročanja. Hvala. Še kakšno vprašanje? Sem šila še. Mogoče sem, gospa Branka, sem to, kar se tiče pa seznama, sem mogoče nerodno povedala, ker sem res hitela. Tistih 7 sem povedala, da je živa materija, da se jih bo nagradilo, ampak to je naloga agencije. Agencija bo mogla pripraviti ta seznam in ga potem tudi objaviti. Do takrat pa, ko tega ni, veljajo pa teh 7 OND-jev, ja. Hvala lepa za to pojasnilo. Zdaj me pa še zanima, nekako do 31. marca smo obvezni izvajalci zdravstvenih storitev marsikaj poročati, a ne? In vse te stvari naj bi zagotovila agencija. Zdaj pa sprašujem, kako je s to agencijo? Kdaj pa bo začela delovati in nam vse to zagotavljati? Po mojih informacijah v skladu, tako kot piše v zakonu, če ne bo prišlo do nepredvidenih zapletov. Hvala. Še kakšno vprašanje? Mojca Završnik, vodja kakovosti v Splošni bolnišnici Ptuj in 18 leto že vodim tudi akreditiran laboratorij po edino veljavnem mednarodnem standardu za medicinske laboratorije. Imam eno vprašanje, kar se tiče kazalnikov kakovosti. Vsi vemo, da so kazalniki kakovosti res neko merilo vodenja, ampak vkolikor so te stalni in se ne stalno spreminjajo in se njihovi cilji tudi ne spreminjajo. Vemo pa, da so se v letošnjem letu za poročanje že 2-krat, 3-krat spremenili in sprašujem, v čem je ta pomen. Kazalnik mora biti vsaj 2-3 leta enak, da lahko neke normalne podatke dobimo. Hvala lepa. Letos so se pa že najmanj 2 ali 3-krat spremenili. Imamo, ne? Ker brez teh kazalnikov je tu, potem se to nesmiselno. Pač v službi na Ministrstvu za zdravje, da bi to vedela. Mogoče lahko jaz podam en del odgovora. Kakor je meni znano, so se kazalniki spremenili pred 2 letoma, ko so z uredbo bili objavljeni, ki so bili obvezni in ste potem, bomo rekla, izvajalci zdravstvene dejavnosti tudi poročali. Vsekakor se strinjamo z, bom rekla, vašim mnenjem, da kazalnik mora biti vsaj 2-3 leta, bom rekla, zmerim, da se osvoji metodologija, da se nekakšno rezultati, bom rekla, če lahko uporabim to besedo, nekako skladni ratajo oziroma, da vsi poznamo enotno metodologijo, da je lahko potem primerjava enaka in smo, bom rekla, mnenja, da se bo nabor kazalnikov obdržal še kar nekaj časa. Kar ti trend se vidi šele po 5 letih in pol naprej in takrat je možno pa videti, ko je kazalnik stabilen, kje pravzaprav smo. Zdaj sicer ne vem, odkot še ideja, da se je zdaj že 2-krat spremenilo, ampak tudi ustanove same zbirate svoje kazalnike, tako da mi ostajamo pri tem naboru še naprej. Upam, da sem vsaj delno odgovorila na tem. Še mogoče kakšno vprašanje v dvorani?
Lep pozdrav, jaz sem Simona Vrečič, sem zdravnik za kakovost na kirurški kliniki pa koordinator sistema vodenja na kliničnem oddelku za anesteziologijo v kliničnem centru v Ljubljani. Zdaj kot naš oddelek imamo mi na leto sporočenih okrog 250 odklonov, tako da jaz mislim, da lahko vezano na to. Skratka, zakaj govorimo o odklonih? Zaradi tega, ker v vsem tem času, ko se o tem pogovarjamo, se vsakič, ko uporabimo besedo incident, ko uporabimo besedo izjava, pojavi hudo nasprotovanje pri naših zaposlenih in dobimo manj sporočenih varnostnih incidentov, prepričljivih in škodljivih dogodkov. Skratka, jaz bi rada na tem mestu upozorila na dve stvari. Eno je to, všeč mi je, da smo imeli usporednost z letalstvom in povezavo s tem. Dejstvo je, da nas silijo, da letimo brez letala in hočejo, da tudi pokvarjeno letalo usposobimo, da leti. Takšno je pač trenutno stanje v naši bolnišnici, to je ena od teh stvari, in iz tega izhajajo številni odkloni oziroma varnostni incidenti. Gre namreč za to, da varnostni incident, ne vem, če je okvara anestezijskega aparata, varnostni incident, ok, prav, v redu, Skratka, dejstvo je, da ta zadevo bo pač še treba zdefinirati. Druga stvar pa, kar se tiče teh osebnih podatkov, ki jih moramo hraniti, od teh, ki so vključeni. Kot sem že prej rekla, sama izjava, ki jo hočemo, je že revolt, ne, jaz ne bom nič pisal, ne bo nič zapisano, nikjer nočem biti zapisan. In ko bojo zvedeli, da moramo pa te podatke hraniti, jaz mislim, da bo to zelo velik problem, kar se tega tiče. Tako da, to je to. Radoslav Kveder, pooblaščen za varnost pacientov, zaposlenih in drugih v kliničnem centru. Delam to zdaj že 8 let. V bistvu v kliničnem centru imamo ta sistem vzpostavljen nekje od leta 2008, od 2017 imamo tudi sistem sporočanja varnostnih incidentov in odklonov. Zdaj, ko sem bral ta zakon, v bistvu zakon je seveda zelo dober, ker smo ga nujno rabili. Mi smo imeli do zdaj samo pravilnike, po katerih smo se ravnali, organizacijske predpise, po katerih smo delali. Vendar tleje vidim, v bistvu v nekaterih delih je ta predpis za mizo. Ne ve se pa, kako v resnici to poteka. Da dam primer. Imenovati komisijo v 48 urah po opozorilnem nevarnem dogodku je neumnost. To lahko recimo naredite v petek, popoldne se zgodi, kako boste v ponedeljek zjutraj imenovali skupino strokovnjakov, ki bo izvedla analizo. To je nemogoče v delu. Mislim, delal sem sam analize in vem, koliko časa traja, da lahko vzpostavim skupino. A veste, recimo pri nas mi imenujemo člane skupine, komisija, jaz nikjer nisem zasledil tega izraza v literaturi. To je multidisciplinarni tim ali strokovna skupina, ne pa komisija. Tle imate komisijo. V ponedeljek ne bo nihče mogel tega narediti. Mislim, kako imenovati strokovnjake? Vi izberete najboljše strokovnjake za analizo. In jaz kot pooblaščenec v bistvu ne poznam vseh najboljših strokovnjakov. Zato je način bil, da smo pozvali predstojnike klinike, da nam predlaga najboljše ljudi. Ker če nimate izbranih najboljših ljudi, seveda ne morete narediti dobre analize. In to je nemogoče narediti v 48 urah. Včasih traja po 14 dni, da skupaj sestavimo komisijo, ker to so aktivni ljudje, delajo, imajo razporede. A veste, vi ne morete kar potegniti ljudi iz procesa pa jih imenovati v neko komisijo. To je nemogoče. To je ena stvar. Mislim, v kliničnem centru smo imeli leta 2019 5000 sporočenih odklonov. Res, da je bilo to večinoma, so bili to razjede zaradi pritiska, tudi padci, ampak še vedno je bilo kar velika količina tudi drugih, se pravi, dogodkov povezanih z zdravljenjem, z zdravili in tako naprej. Po covidu je število sporočanj upadlo, zdaj se počasi ponovno povečuje. Osnovni razlog pa je, ki ta zakon se ga zelo bežno dotika,
pa je, da je treba v organizacijah vzpostaviti kulturo varnosti. Tako kot je tam napisano, kaj je to kultura varnosti, mislim, to je daleč od tega, kar res kultura varnosti pomeni. In v večini organizacij, tudi v naši, je to zelo velik problem. Kako vzpostaviti kulturo varnosti, zato ker ne delujejo sistemi v bistvu na nivoju odgovornih oseb na vseh nivojih. A ne? In v bistvu ustvariti vzdušje, da lahko vi res sproščeno poročate, se pogovarjate o teh stvareh, je zelo težko. In dokler tega ne bo, v bistvu boste napisali, kar hočete, to ne bo uspešno. Hvala. Jaz mogoče sem na hitro, ker bo profesor Obida in gospod Gerbec boste v nadaljevanju mnogo tega, kar zdaj sprašujete, govorili, kar se pa tiče pa res tega sporočanja. Jaz vem, da imate klinični center že vrsto let, tudi jaz sem začela sodelovati pravzaprav čisto na začetku s profesor Pleterskijo, poznam vse to in vem, da imate to znotraj organizacije dobro razvito, vendar, če ste me pozorno poslušal, obveznost vaša, sem jaz povedala, da je to pač odgovornost in pa odločitev posameznega menedžmenta, da vi lahko zbirate, katere hočete, kar hočete, obveznost na podlagi zakona, pa da je samo tiste najhujše opozorilne nevarne dogodke sporočite. Se pa dogaja tudi, da bolnišnice, ki imajo vzpostavljen ta sistem, pa dejansko vemo, da je prišlo do OND-ja, pa ni bil v zadnjih 2 letih sporočen na ministrstvo. Tako da nekaj je dejansko, kaj je na papirju, nekaj pa potem, kaj se realizira. Res pa je tako, ravno zaradi tega, da ne boste tudi izvajalci obremenjeni s poročanjem agenciji, dodatnimi množičnimi analizami, da to morate znotraj vi narediti. Za agencijo je pa važno, da ji posredujete samo OND, tisti, ki bojo na seznamu, 7+, verjetno jih bo 10 dodanih, ne vem, to govorim zdaj na pamet v primerjavi z drugimi državami, in pa morda tiste, za katere preprečljive škodljive dogodke, tiste hude, za katere vi presodite, da jih je potrebno posredovati na agencijo, da bo potem tudi minister pred javnostjo obveščen o tem. Hvala. Še nekaj bi rad dodal. V bistvu v zakonu je obravnava, kot se vidi, edina v bistvu obravnava opozorilnega nevarnega dogodka. Obravnava pa ni samo vzročno-posledična analiza. Ne? V bistvu vsakič bi moral biti narejen varnostni pogovor. Vsakič. Tega v zakonu ni. Lahko vi obravnavate dogodek tudi na drug način. Mi imenujemo to razširjen varnostni pogovor, kjer se več strokovnjakov da, ne, in se na ta način in lahko dobite odgovor. Favoriziramo recimo konferenco, ne, v bistvu, ki je sicer lahko pedagoška, je pa lahko zelo pomembna za odkrivanje latentnih napak v sistemu. In za dobro strukturirano konferenco vi lahko naredite ravno toliko kot za VPA. In mi se odločamo zdaj za vzročno-posledično analizo šele, če ne dobimo odgovora na nobenih od teh, naredimo šele vzročno-posledično analizo. Recimo v kliničnem centru je letno bilo to med 50 do celo 90 opozorilnih nevarnih dogodkov. Redno smo jih pošiljali na ministrstvo, potem pa smo s tem prenehali, zato ker nismo vedeli, kam ta zaupna dokumentacija gre. Odgovora z ministrstva nobenega nismo dobili, nobene intervence, tako da sploh nismo vedeli, kaj se s tem dogaja in zato smo prenehali pošiljati. In smo poslali samo poročilo strukturirano o dogodkih, ne pa vsak opozorilni nevarni dogodek. Zdaj upam, da bo to zdaj drugače in da bomo lahko res to delali na drug način. Predlagam, da s to temo nadaljujemo po pavzi. Vabim vas na kavo. Še pred tem pa udeležence obveščam, da tolmačenja ne bo več, zato prosim, da slušalke vrnejo ali na infotočko ali pa na recepcijo. Hvala lepa.